Kriptotrg se je prav lepo popravil in zrastel nazaj. Pozitivno vzdušje se je vrnilo, večina napovedi je spet pozitivnih, ampak tukaj bomo pogledali realno situacijo. Sicer zelo nerad prinašam slabe novice, ampak trgu ni mar za naše občutke. In na tem kanalu sem že večkrat ponovil in še večkrat bom. Ne mešati denarja in občutkov. Pohlep, strah, ljubezen, sovraštvo enostavno ne. Ostati moramo z glavo pri stvari, le tako bomo lahko videli možnosti, ki se nam ponujajo na trgu. V tem videu se bomo najbolj posvetili Bitcoin grafu in grafu tržne kapitalizacije altcoinov. Glede na to, da Bitcoinu ne kaže ravno najbolje, je zdaj tukaj vprašanje. Bo za seboj kot vedno povlekel tudi altcoine, ali se bodo ti končno odcepili? Predstavil vam bom tudi odkritje v dogajanju na grafih iz preteklosti, ki ga trenutno ni še nihče predstavil in se ga nikjer še ne diskutira. Vsaj kot sem jaz opazil. In prav to dogajanje iz preteklosti nam lahko, glede na podobnosti z današnjim dogajanjem, ponudi odgovore na naše prejšnje vprašanje. Lep pozdrav, z vami sem Explicit in dajmo se kar potopiti v grafe. Gledamo dnevni graf Bitcoina in tukaj imamo 21-tedenski EMA prirejenega za prikaz na dnevnem grafu. Tukaj jaz zdaj vidim predvsem 3 slabe znake. Prvi slab znak je, da še vedno nismo dosegli 21-tedenskega EMA tukaj. To enostavno moramo doseči, to naravnost potrebujemo, saj je to enostavno rečeno zdravo gibanje trga. Drugi slab znak je zelo jasen bearish divergence tukaj, kot ga vidimo, ki tudi tvori trendline, ki ga lahko pred ponovnim padcem cene spet dosežemo tukaj. In tretji slab znak, prvič v tej rasti Bitcoina smo zdaj tvorili nižje dno, kot vidimo tukaj. To je zelo slab znak in očitno bomo tvorili tudi nižji vrh, kot vidimo, smo se ustavili tukaj, ali pa, kot nam nakazuje RSI, se lahko povzpnemo tudi do prejšnjega vrha in bomo tako dobili dvojni vrh. Recimo do tukaj, kar potem tvori dvojni vrh, kar je izredno bearish znak. Na dnevnem grafu tržne kapitalizacije altcoinov se je pa začela risati res zanimiva situacija. Sicer trenutno imamo bearish divergence, kar nakazuje nižji vrh pri RSI, ampak v nasprotju z Bitcoinom smo tukaj tvorili višje dno in višji vrh, kar pa je izredno bullish signal. Sicer še vedno lahko ta bearish divergence opravi svoje, ampak ne smemo se zanesti samo na to. Sam sem se že kar nekajkrat opekel na podlagi teh divergencev in preko tega sem tudi na lastni koži spoznal glavno pravilo te igre. Price action is king. Torej, kar smo do zdaj spoznali je, da nam kriptotrg daje mešane signale. Za Bitcoin kaže, da bo padel še nižje, medtem ko nam altcoini izgledajo relativno bullish. Zdaj, ponavadi je vedno tako, ko pade Bitcoin, padejo tudi altcoini. Bo tudi tokrat tako, ali pa se bodo altcoini mogoče le ločili od gibanja Bitcoina. Kaj nam v tem primeru lahko pomaga? Spremljanje trga, seveda. Je pa tukaj še nekaj, kar marsikdo pozabi pogledati. In to je zgodovina trga. Smo morda imeli to situacijo že prej? In če smo, kako se je razvila? Torej, želel sem najti neko podobno situacijo v prejšnjem bikovskem ciklu, torej da se Bitcoin dotakne 21-tedenskega EMA in to se zgodi kar nekajkrat in v večini primerov altcoini sledijo Bitcoinu. V enem primeru pa ni bilo tako. Govorimo o marcu leta 2017, ki ga imamo tukaj notri v tem kvadratku. Tukaj vidimo, da se je Bitcoin kar krepko spustil in tvoril prav rdeči slab, ki ga vidimo tukaj. Na to se je malce pobral in potem spet vse do 21-tedenskega EMA tukaj. Spustil se je od približno 1400 pa do tam nekje $900, kar je ravno tam nekje 34%. In to je tudi prav povprečje vsakega spusta do 21-tedenskega EMA. Zapomniti si moramo predvsem te dva datuma, 24. in 25. marec. To sta namreč dneva, ko smo se dotaknili 21-tedenskega EMA. Zanimivo pa je, kaj se je v tem času dogajalo z altcoini.
Zdaj gledamo dnevni graf tržne kapitalizacije altcoinov v istem obdobju. Kvadratek sem postavil isto kot pri Bitcoinu od 28. februarja pa do 17. aprila 2017 in kaj tukaj notri opazimo? Altcoini so šli gor, medtem ko se je Bitcoin prav očitno nižal. 24. in 25. marca, ko je Bitcoin dosegel dno in 21-tedenski EMA, altcoini tega tukaj, kot vidimo, sploh niso občutili. Vrh v tem kvadratku pa smo dosegli 3. aprila. In pazite to, celotna tržna kapitalizacija altcoinov se je v tem času do 3. aprila povečala za tam nekje, kot vidimo tukaj od zgoraj, 416%. To pa ni kar tako, a ne? Nikakor jaz zdaj ne pravim, da se bo vse zgodilo točno tako, kot se je marca 2017. Vedno si moramo zapomniti, da gledamo na možnosti, katera možnost ima več šans, da se izpelje. Tukaj sigurnosti ni. Moramo vzeti v zakup tudi to, da se možnosti z gibanjem trga lahko spremenijo ali pa celo komplet obrnejo. Če vzamemo moj primer. Jaz sem bil še do pred kratkim prepričan, da s tem, ko bo Bitcoin padel do 21-tedenskega EMA, da bo s seboj povlekel tudi altcoine. Seveda, možnost še vedno je, da tisti bearish divergence na dnevnem grafu tržne kapitalizacije altcoinov še vedno pride do efekta. Ampak, ko sem gledal zadnje gibanje na trgu, o tem nisem več toliko prepričan. Kaj pa o tem menite vi? Bo Bitcoin za seboj potegnil tudi altcoine? Ali pa bomo morda videli podobno gibanje kot marca 2017. Kakšne so vaše ideje, vaša predvidevanja? Sem morda jaz kaj spregledal? Vse mi lahko napišete od spodaj pod komentarji in se že srčno veselim debate. To je to za ta video, všečkajte ga, če vam je bil všeč, delite ga s prijatelji, če mislite, da so te informacije uporabne in se vidimo v naslednjem videu.